odpiramo s prvim predavanjem gospoda dr. Žiga Zaplotnika iz katedre za meteorologijo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Ja, dan. Lep pozdrav sem. Jaz sem Žiga, sem podoktorski raziskovalec na Fakulteti za matematiko in fiziko. Raziskovalno se ukvarjam z asimilacijo satelitskih merištev v numeričnem modelu za napovedovanje vremena, s spremembami atmosferske cirkulacije in še s kakšno zadevo povezano z meteorologijo oziroma atmosfersko fiziko. Danes vam bom povedal nekaj o fiziki podnebnih sprememb. Zdaj, zakaj bi sploh želeli to vedeti? Zakaj nas zanima? Zakaj se podnebne spremembe dogajajo? Zdaj, verjetno se vsi tukaj strinjamo, da se dogajajo. Ampak, če želimo zares dobro vedeti, zakaj so neki ukrepi potrebni, zakaj so neki odzivi na to potrebni, potem moramo točno razumeti, zakaj se dogajajo. Namreč, že pretekla, oziroma še vedno trajajoča epidemija nam je pokazala, kako pomembna je komunikacija. Kako pomemben je, da se zavedamo, zakaj se zadeve dogajajo, zakaj je dinamika taka, kot je. Ker le tako preprečimo razna širjenja zarot, lažnih informacij in tako naprej. Zato je tako pomemben, da razumemo, zakaj se dogaja. In upam, da bom z današnjim predavanjem kakšno tenčico pri tem razumevanju odstranil. Začel bom s tem, kakšna je pozicija Zemlje v Sončju, nekaj o sevanju in pa o časovnih variacijah sevanja Sonca. Izkazalo se bo, da je to zelo pomembno za podnebne cikle. Potem bomo nekaj povedali o ozračju, o njegovi sestavi in kaj sploh pomeni toplogredni plin. In zakaj toplogredni plin sploh je toplogredni plin? Kaj so tiste lastnosti teh plinov v atmosferi? Čeprav so zelo redki, ki omogočajo prvič, da je življenje na Zemlji, zdaj nam pa delajo težave v prevelikih koncentracijah, oziroma težave. Naša civilizacija je pač prilagojena na dotedanje razmere. Na nove se bo pa potrebno prilagoditi, oziroma jih v čim večji meri blažiti. Nekaj bomo povedali o spreminjanju podnebja, navedem nekaj nedvoumnih dokazov za krivdo človeka, oziroma za to, da je naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida v atmosferi posledica človeškega vpliva in pa hkrati, zakaj je te povečane emisije oziroma povečana koncentracija toplogrednih plinov v zraku povzroči ogrevanje. Potem bomo nekaj povedali o obetih, zaključil bom pa z nekaj sklepnimi mislimi. Zdaj, vsa telesa sevajo. Sevam jaz, sevate vi, seva tale omara, seva sonce in to precej dobro občutite. Sonce prvič seva vidno svetlobo. Vsako svetlobo lahko razdelimo, oziroma vsako sevanje lahko razdelimo v spekter. To pomeni, sevanje sonca sestavlja svetloba mnogih valovnih dolžin. Od vidne svetlobe, tukaj narisane z mavričnimi barvami, do ultraviolične svetlobe. To je tista, ki nas poleti upeče. Visokoenergijska, kratkovalovna, ne prodre v podkožje, nam pa poškoduje povrhnjico. Do infrardečega sevanja, z dolgimi valovnimi dolžinami, ki prodre globoko v naše telo in ki ga čutimo. Infrardeče sevanje čutimo. Če imate doma radiator, lahko čutite, če ga ste z roko blizu infrardeče sevanje. Če imate kaminsko peč, lahko čutite še bolj. In seveda tudi na sonce, ko se postavimo, čutimo infrardeče sevanje. Zdaj, površje sonca ima temperaturo 5777 kelvinov, cena recimo približno 6000 kelvinov in spekter njegovega sevanja zgleda tako, kot ga opisuje zgornja krivulja.
Količina energije, ki jo pa lahko seva telo, pa najbolj zavisi od temperature telesa. In skupni izsev, ki je, bi rekel, ploščina pod to krivuljo, je sorazmerna s četrto potenco temperature. To ni ugotovil nihče drug kot slovenski fizik Jožef Stefan. To je imenovan Štefan Boltzmannov zakon. Še nekaj v sevanju. Valovna dolžina, pri kateri telo izseva največ, to pa določa tako imenovan Vienov zakon, če se mogoče spomnite fizike iz srednje šole, je pa obratno sorazmerno s temperaturo. Torej, višja, ko je temperatura, pri nižji valovni dolžini imamo maksimum. Kar lepo vidimo tukaj. Nižja temperatura, maksimumi izsevajo pri višji valovni dolžini, potem, ko povečujemo temperaturo, gremo proti vedno manjšim valovnim dolžinom. No in to seveda tudi določa barvo telesa. Recimo neka modra nevtronska zvezda ima zelo vročo površino. Naše Sonce ima površino tako belkasto oziroma rumenkasto. Lava ima temperaturo približno 1000 kelvinov in njena barva izgleda takole. Se pravi, temperatura telesa tudi hkrati določa barvo žarenja. To si lahko predstavljamo poenostavljeno. Ja, zdaj bomo osvojili, se pravi, to je v prvi tak fizikalen koncept, ki je pomemben za naše nadaljevanje. Nič hudega, če vsega niste razumeli, ali pa če rečete mogoče, to pa mogoče ni to pomembno, ampak izkazalo se bo v nadaljevanju, da je zelo pomembno za razumevanje tega, kaj se dogaja v našem ozračju in zakaj se dogajajo podnebne spremembe. Poglejmo zdaj sevanje. Sonce predpostavimo, da seva z neko močjo P. In na razdalji R se ta moč P enakomerno razporedi po površini krogle z radijem R. In njena površina je 4πr na kvadrat. Kako zdaj pojema sevanje v prostoru? Poglejmo. Če pa gremo na razdaljo 2R, se pa ta ista moč porazdeli po 4krat večji površini, oziroma 16πr na kvadrat. Kaj nam to pove? To nam pove, da gostota energijskega toka z razdaljo od Sonca upada s kvadratom razdalje. Bolj, ko smo preč od Sonca, šibkejše je sončno sevanje in sicer upada to sevanje s kvadratom razdalje. Zemlja se nahaja ravno na območju, kjer je energijski tok Sonca tak, da nam omogoča življenje. Takih pasov je dokaj malo. Recimo neka Venera je preblizu, pa tudi sestava njene atmosfere je drugačna. Mars je že nekoliko predaleč, pa seveda je tudi sestava drugačna. In posledično življenje v taki obliki, kot na Zemlji, mogoče obstajajo kakšne primitivne oblike, ampak v taki obliki kot na Zemlji ne omogoča. No in na podlagi tega lahko izračunamo, da je energijski tok Sonca v povprečju na vrhu atmosfere, v zenitu, recimo, če bi imeli Sonce direktno navzgor, je ta energijski tok v povprečju enak 1461 vatov na kvadratni meter. Zdaj, zakaj bo to pomembno? Dajmo si zdaj pogledati vzroke časovnih variacij te solarne konstante. Zdaj, prvi razlog je eliptičnost tirnice. Zemlja se giblje po tiru, ki ima oblike elipse. Pričemer se Sonce nahaja v enem izmed gorišč te elipse. Zemlja je najbolj oddaljena od Sonca v afeliju, približno 4. julija, in najbližje Soncu 3. januarja.
In posledica tega je, da gostota energijskega toka v zenitu takole varira med letom. Gostota energijskega toka je najmočnejša po zimi, pa najšibkejša po leti. Po zimi je pa proti soncu obrnjena južna polobla. A drži? Severna pa je proč od sonca. To pomeni, da je trenutna konfiguracija taka, da se amplificirajo v smislu energijskega toka razlike med poletjem in zimo na južni polobli in nekoliko zmanjšujejo, oziroma so manjše razlike med zimo in poletjem v smislu energijskega toka na severni polobli. Zdaj, drug vzrok variacij solarne konstante je sončeva aktivnost. Sončeva aktivnost se spreminja, pri čemer je najkrajša ta kvazi perioda približno 11 let. In tukaj vidimo sončeve cikle. Pri čemer je na vertikalni osi število 5, tukaj pa imamo leta od 1913, pa tukaj 2019 in tukaj projekcija do leta 2031. Trenutno, oziroma to je bilo stanje pred enim letom in pol, sonce ni imelo 5. Verjetno se je že nekoliko spremenil, mogoče kdo ve. Hkrati pa vemo, da je število sončevih peg pozitivno korelirano z gostoto energijskega toka na vrhu atmosfere. To pomeni, večje kot je število peg, večja je gostota energijskega toka. Zdaj pa, če pogledamo recimo 11-letno drseče povprečje, pa vidimo, da pada že od leta 1990 dalje. To pomeni, sončeva aktivnost v zadnjih 30 letih upada. Temperature naraščajo. Sončeva aktivnost upada, temperature naraščajo. Če vam bo kdo rekel, da je vzrok za nedavno povišanje temperature povečana sončna aktivnost, ga lahko precej preprosto demantirate. No in ti cikli ustrezajo variacijam z amplitudo približno 0,5 W na kvadraten meter. Te oscilacije imajo amplitudo približno 0,5 W na kvadraten meter. Seveda, če ni drugih dejavnikov, sončevi cikli lahko vplivajo na podnebje. Tukaj imamo lepo recimo prikazan ta Daltonov minimum na začetku 19. stoletja, ko je prišlo do manjšega ohlajanja. Torej, če ni drugih vplivov, so variacije povezane s številom sončnih peg oziroma s sončnim ciklom zadostne, da lahko povzročijo spremembo klime, manjšo spremembo klime. Nikakor pa ne moramo razložiti s tem naraščanja temperature, hitrega naraščanja temperature v zadnjem stoletju. Vidimo recimo, če potegnemo neko povprečje od tukaj, recimo bi lahko rekel celo, da že od leta, recimo 1950, pa do zdaj sončna aktivnost upada. Mi pa vidimo rast temperature. Še en vzrok variacij solarne konstante. Ekscentričnost. Ja, Zemljin vir v resnici ni vedno tako elipsast, kot je zdaj. Trenutno ekscentričnost pada in približno čez 27.000 let bo Zemljina krožnica skoraj, bo Zemljina tirnica skoraj krožnica. Zdaj je elipsa. Čez 27.000 let bo skoraj krožnica. In perioda tega cikla je 100.000 let. Dajmo si to cifro nekako zapomniti, ali pa vsaj njen velikostni red. 100.000 let. To je velika doba. 100.000 let, da se spremeni, oziroma da elipsa zopet postane tako elipsasta, kot je zdaj, oziroma 50.000 let, da iz elipse pridemo skoraj v krožnico.
polovica te periode. Tretji vzrok časovnih variacij solarne konstante je, da se nagib Zemljine osi glede na pravokotnico na ravnino ekliptike spreminja. Ekliptika je ta ravnina, v kateri leži ta elipsa. Potem imamo pravokotnico na to ravnino, si predstavljate. In glede na to pravokotnico je Zemlja nagnjena. In trenutno je nagnjena za 23,5 stopinj. Ampak to ni vedno to. 23,44 bolj točno. In upada. Perioda tega je spet, zapomnimo si velikostni red, 41.000 let. To pomeni, ta kot se zdaj nekoliko zmanjšuje. To pomeni, da bodo v prihodnosti nekoliko manjše razlike med zimo pa poletjem. Kakor pa so zdaj v smislu energijskega toka in tudi v smislu verjetan sprejem pa amplitude temperature. Potem imamo še en razlog, še en vzrok časovnih variacij solarne konstante. To je precesija osi. Dajte, Zemljina os, okrog katere se vrti. Če si predstavljate to os, se Zemlja takole vrti okrog te osi. Ampak ta os, lejte, se spreminja, opisuje stožec. In spreminjajo te osi, ki opisuje stožec, rečemo precesija. Konfiguracija je trenutno, če se spomnimo te slike, če gremo nazaj, je taka, da takrat, ko smo najbližje Soncu, je Zemlja obrnjena takole. Če rečemo, recimo, da se eliptičnost ne bi spremenjala, pa vemo, da se, potem bi, recimo, čez 13.500 let bila Zemlja, takrat, ko bi bila najbližje Soncu, obrnjena takole. Da si predstavljam. Na Zemljina os takole dela po stožcu. Temu rečemo precesija osi. In spet, če si zapomnimo periodo 26.000 let. Ampak Zemljino površje vemo, da hkrati ni homogeno. Severna polobla ima mnogo več kopnega kot pa južna polobla. In posledica tega, in seveda kopno tudi nekoliko drugače absorbira vso to sončno sevanje kot pa recimo oceani, oziroma ima drugačno zalogo toplote, drugačno toplotno kapaciteto. In posledica tega so tako imenovani Milankovićevi podnebni cikli, ki so naravni. Podnebje se je vedno v zgodovini spremenilo. Ampak, dajmo še enkrat pogledati, o kakšnih periodah se tukaj pogovarjamo. 100.000 let, 41.000 let, 26.000 let. Astronomski dejavniki trenutnega hitrega dviga temperatur oziroma trenutnega hitrega spreminjanja podnebja ne morejo razložiti. Ne morejo, njihova perioda je predolga. Dajmo si pogledati mogoče energijsko bilanco Zemlje brez ozračja. Zemlja veliko večino sevanja prejme od Sonca. In povprečni energijski tok sončevega sevanja je, smo rekli, 1461 vatov na kvadratni meter. Kaj pa drugi vplivi? Glejte, francoski matematik in fizik, da sem prav povedal, francoski, Joseph Fourier, poznate ga recimo po hitri Fourierjevi transformaciji. To je osnova vsake miške tematike. Vsake optične miške. To je tudi osnova mnogih tekoče kristalnih displejev. No, Fourierjeva transformacija, to pomeni vsako funkcijo, lahko zapišemo kot vsoto valov z različnimi valovnimi dolžinami, je tudi on pogruntal. Joseph Fourier, francoski matematik in fizik, je v začetku, oziroma v prvi polovici 19. stoletja gledal, kako se spreminja v najglobjih
rudnikih temperature. In ugotovil je sledeče. Ko smo blizu površja, imamo še, vidimo v tleh, recimo na 5 cm globine, vidimo dnevni cikl. Dnevni hod temperature. Seveda nekoliko zamakne, nekaj fazenega zamika, pa nekoliko zmanjša. Potem, ko gremo globje, vidimo počasi sezonski cikl. Zdaj pa, on je pa gledal na velikih globinah, recimo. In ugotovil je, da je temperatura na večji globini že nekoliko večja, kot temperatura na manjši globini. To pomeni, tukaj je temperatura večja, kot pa tukaj. To pomeni, da mora biti nek toplotni tok. Od tukaj, kaj je višja temperatura, sem, ki je nižja temperatura. No in na podlagi tega je ugotovil, oziroma je lahko ocenil toplotni tok iz notranjosti Zemlje navzven. In ugotovil je, da je napram sončevemu sevanju zanemarljiv. Primerjajmo. Tok sončevega sevanja 1461 vatov na kvadratni meter, pa rekli smo plus minus recimo 0,5 vata na kvadratni meter zaradi variacij, zaradi sončevih pek. Tukaj imamo vpliv 0,087 vata na kvadratni meter. Potem druga stvar, kozmično sevanje. 0,003 vata na kvadratni meter. Kozmično sevanje je sevanje vseh drugih nebesnih telesov. Zvezd, kopic zvezd v galaksijah. Potem Luna. Luna ima dva vpliva. En vpliv je odboj sončeve svetlobe, drugi vpliv je izsev. Odboj svetlobe recimo pri polni luni znaša 0,003 vata na kvadratni meter. Še enkrat, primerjamo 0,003 s 1461 vati na kvadratni meter. Potem ima pa še izsev. Zakaj? Ja, tudi Luna ima neko temperaturo. In tudi Luna seva v prostor. Koliko seva mi v prostor, koliko seva tale luč v prostor, koliko seva sonce in koliko seva tudi naša Zemlja navzven. Tudi Luna seva. Ampak spet, primerjajte njen vpliv napram povprečnemu energijskemu toku sončevega sevanja. Zanemarljiv, a se strinjamo? Vpliv vseh teh je napram sončevemu sevanju zanemarljiv in ga od zdaj naprej ne omenjamo več. Okay? Zdaj, en tak preprost fizikalen izračun nam lahko pove, če predpostavimo, da je energija sevanja, ki ga Zemlja prejme, če te samo, sem jaz slikce zbrisal, tako, ja, no pa dajmo še nekaj, preden se lahko izračuna, dajmo še nekaj povedati. Se pravi, povprečen energijski tok sončevega sevanja 1461 vatov na kvadratni meter upada na Zemljo. Zemlja nekaj tega sevanja direktno odbije. Odbije ga površje, odbijajo ga plini v atmosferi in odbijajo ga recimo oblaka, vodne kapljice, pa aerosoli, trdni delci v atmosferi. Zemlja pa tudi sama izseva toploto. In zdaj, v ravnovesju, ko se Zemlja ne greje in ne hladi, se strinjamo, da verjetno toliko energije, kolikor jo prejme, tudi mora oddati ven. Takrat imamo ravnovesje. Vejte, če toliko energije, kolikor jo jaz prejmem, ali pa toliko toplote, kolikor jo prejmem, oddam tudi ven, potem se moja temperatura ne bo spremenjala. A se strinjamo? Kaj pa, če jo prejmem več, kolikor jo oddam? Se bom segreval, ne? Kaj pa, če jo oddam manj, kolikor jo prejmem? Se bom tudi segreval. Če jo pa oddam več, kolikor jo prejmem, se bom pa ohlajal. Ampak zdaj predpostavimo ravnovesje. Predpostavimo, da Zemlja toliko energije, kot jo prejme, od Sonca, potem tudi odda. No in takle izračun, ob upoštevanju albeda, to je odbojnosti, ki sem jo prej omenil zaradi oblakov, zaradi aerosolov, zaradi površja, zaradi plinov v atmosferi. Če to izračunamo, vse skupaj dobimo ravnovesno temperaturo minus 17 stopinj Celzija. Torej, Zemlja brez atmosfere, samo upoštevamo recimo albedo, ki je posledica atmosfere, bi imela temperaturo minus 17 stopinj Celzija.
A je povprečna temperatura blizu površja Zemlje minus 17 stopinj Celzija? Koliko pa bi rekel, da je? Recimo, ja. To bo že zelo dobra aproksimacija, če damo tale minus v plus. Ja, povprečna temperatura blizu površja je približno 15 stopinj Celzija, kar je 32 stopinj več, kot bi bila, če Zemlja ne bi imela atmosfere. Če Zemlja ne bi imela atmosfere, bi bila za človeka nenaseljiva. Ampak, kaj pa je tista lastnost atmosfere, ki povzroči, da nekaj tega sevanja, ki ga sicer Zemlja izseva, ne gre kar tako preč od nje. S tem so se seveda ukvarjali tudi raziskovalci v 19. stoletju in že prej omenjeni Joseph Fourier. Fourier se je poigraval s tem, z idejo, da ima Zemlja nek izolator, oziroma da je Zemljina atmosfera kot nek izolator, ki preprečuje tej toploti, da bi kar ušla. On se je naslanjal na ideje švicarskega fizika, meteorologa de Saussure. On je naredil tako, imenoval jo je hot box, leseno škatlo z večjimi plastmi stekla. In noter je seveda samo na soncu bilo to koroče, da je voda brez težav zavrela. Tako se je ta škatla, oziroma v notranjosti te škatle se je to vse gre. In to je napeljal Fourierja na misel, da ima tudi Zemlja nekaj podobnega. Nek izolator, oziroma da Zemljina atmosfera, Zemljino ozračje deluje kot nek izolator, oziroma kot neka snov, ki sevanje odbije nazaj k nam in nas greje in omogoča življenje na Zemlji, eventualno. In glejte, leto 1824 se piše. Danes smo leta 2020. Toplogrednega efekta še vedno, bi rekel, mnogo ljudi ne razume, nekateri ga celo ne priznavajo. Ja, to je mogoče samo kot zanimivost, Zdaj sonce poganja Zemljino atmosfero, kaj bi se zgodilo, če sonce ugasnemo. To je bilo narejeno s klimatskim modelom. Če sonce ugasnemo, pridemo v 300 mesecih na temperaturo minus 150 stopinj Celzija, v 100 mesecih je Zemlja prekrita z ledom. Sonce je vir energije za našo Zemljo. Hkrati pa atmosfera omogoča, da preveč te zemljine toplote ne gre proč, ampak jo nekako odbije nazaj. No in vidimo, ja, praktično povprečna temperatura na Zemlji bi v približno, recimo, 2 letih prišla pod 0 stopinj Celzija, če sonce ugasne. Recimo tak zanimiv primer z modelom splošne cirkulacije NASA GIS, ki se sicer tudi uporablja kot klimatski model. Dajmo si zdaj pogledati sestavo ozračja. Zdaj želimo vedeti, kaj je tista lastnost atmosfere, ki povzroči, da to sevanje ostane pri nas. Rekli smo, atmosfera povzroči, da je povprečna temperatura na Zemlji 15 stopinj Celzija na mesto minus 17 stopinj Celzija. Kaj je tista lastnost atmosfere, ki to povzroči? Zdaj, najprej si pogledamo sestavo ozračja. Zdaj, gostota zraka z naraščajočo višino pada približno eksponentno. In tja, recimo, do višine 5,5 km je gostota samo nekaj več kot 50% v gostote pri tleh. To pomeni, pol mase atmosfere je nekje do višine 5,5 km. In temu rečemo pa življenje. Koliko kilometrov ste se danes prevozili, da ste prišli sem z avtomobilom? V horizontalni smeri. Jaz recimo 25. Nad nami pa samo 5,5 km, ki omogoča življenje.
Okay? Tako tenka je, ne? Tako krhka in tako občutljiva. 5,5 km. Vsak dan jih naredimo v horizontalni smeri verjetno več. Večina od nas. Navzgor imamo pa samo 5,5 km. Samo tok tank sloj nam omogoča življenje. In zato je seveda krhka in občutljiva. Zdaj, mogoče analogija. Ne? Atmosfera je toliko debela, kakor je debel list papirja napram debelini lubenice. Prav atmosfera napram zemlji je debela toliko kot list papirja napram debelini lubenice. Sej, poglejte, mogoče list papirja od strani, koliko je to tenko. No in, ja, če pogledamo razmerje plinov v volumnu zraka, je po celotni troposferi enako in je sledeče 78% dušika, 21% kisika, 0,9% argona in potem ostali plini, seveda v recimo ogljikov dioksid, samo 0,04%. Kako lahko se pogovarjamo o ogljikovem dioksidu, ko pa predstavljali 0,04% volumske koncentracije v zraku. Kako? Od milijon molekul jih je samo 400 ogljikovega dioksida, mi pa se vse čas pogovarjamo o njemu. To je argument marsikakšnega klimatskega skeptika, da reče, kako pa lahko nek ogljikov dioksid. Zdaj primer, kako pa vas lahko ubije mikrogram strupa, ko imate pa 80, 70, 60 kg? Se kdaj to vprašali? Mikrogram najmočnejših strupov, vas lahko ubije. Pa imate 80 kg. To je zelo dobra analogija za nekoga, ki vas bo vprašal. Ja, kako pa lahko, ogljikov dioksid, tako malo ga je, kako pa lahko kar bolj prispevati? Izkaže se, da ni pomembna toliko količina, kot je pomembna kemijska sestava. In tudi pri strupu ni to pomembna količina, temveč to, kako bo interagiral s celicami v vašem telesu. Ja, in ko smo prišli do toplogrednih plinov. Toplogredni plini, kljub temu, da so dokaj redki, vodna para, pa ogljikov dioksid, ki smo že prej omenili, kako redek je, pa recimo metan, ki je še bolj redek, pa didušikov oksid, pa ozon, to so vsi toplogredni plini. In zdaj, kaj sploh pomeni toplogredni plini? Toplogredni plini so tisti plini, ki absorbirajo in emitirajo sevalno toploto, oziroma infrardeč del spektra sevanja. Zdaj, tukaj nimam eksperimenta, ampak če bi vam dal tukaj dve posodi in jih obe obseval z eno klasično žarnico s spektrom svetlobe, tudi infrardečnim spektrom svetlobe, kako veste, da žarnica seva v infrardečnem spektru? Klasična žarnica, ne te nove let, recimo. Kako veste? A je topla žarnica? Vroča je, ne? In v bližini že, če date roko, čutite to sevanje, drži. In seveda, žarnica, če bi jaz tukaj imel žarnico, pa dve flaši, in v eno bi dal visoko koncentracijo ogljikovega dioksida, v drugo pa ne, potem bi pa to z nekim zelo občutljivim termometrom meril, recimo s termočlenom, katera mislite, da bi se bolj segrel? Zrak, v kateri bi se bolj segrel? Če jih imamo recimo na enake oddaljenosti od vire svetlobe. Bi se bolj segrela tista z višjo koncentracijo CO2 noter. No in, glejte, John Tyndall, irski fizik, leta 1859 je dokazal toplogredni učinek z merjenjem absorptivnosti posameznih plinov pri različnih valovnih dolžinah svetlobe. Zdaj smo pa pri tistem konceptu, ki smo ga na začetku rekli. Svetloba, izsevana svetloba, ima cel spekter valovnih dolžin. No in John Tyndall je nekako dokazal toplogredni efekt. Leta 1859. Ja, poleg nekaterih ključnih kemijskih značilnosti, ki jih bomo pogledali zdaj v nadaljevanju, je pa tem plinom skupno to, da njihove koncentracije v zračju trenutno strmo naraščajo.
Več o tem bomo še kasneje. Tukaj imamo recimo CO2 od leta 1900 do 2020, 2017, potem didušikov oksid, pa metan. Metan je posebej strmo začel naraščati zdaj v zadnjih letih, pri čemer je del tega naraščanja še ne vemo, povsem, od česa pridemo. No, dajmo si zdaj pogledati. Ja. Mogoče tako, no. Vidite te oscilacije tukaj. Te majhne črtkane oscilacije. Zdaj, ogljikov dioksid ima seveda tudi letni cikl. V bistvu je to naložen letni cikl na tole. To pomeni, da se njegova koncentracija med letom spreminja. Dajmo pogledati, zakaj. To je ena simulacija Nasina. Kaže koncentracijo ogljikovega dioksida leta 2006, zato je tukaj skala gre od 375 do 400, nedavno smo že prek 400. Zdaj smo v času zime na severni polobli, februar, 4., 5., 6., 7. In vidimo, koncentracija ogljikovega dioksida je višja na severni polobli. Vidite, predvsem se povečuje oziroma izvor te visoke koncentracije so industrijska območja, recimo Južno-Kitajsko nižavje, pa Evropa, pa Severna Amerika. Vidimo pa tudi, da se z vremenoma, s cikloni recimo, ta polja spreminjajo v času. To tudi vidimo. Ampak načeloma je ta plin kar dobro premešan. Vidimo pa, da je koncentracija nekoliko višja na severni polobli, pa nekoliko nižja na južni polobli. No, zdaj pa prihaja pomlad. Zdaj prihaja pomlad, in spremljamo, kaj se recimo zgodi na severni polobli. Pomlad, prebujati se bo začela vegetacija, fotosinteza bo intenzivnejša, in koncentracija ogljikovega dioksida bo začela recimo tukaj nad temi boranimi gozdovi, nad Sibirijo, vidite, kako je upadla. Ti gozdovi so ponor ogljikovega dioksida. Prav tako tukaj, recimo, nad Kanado. In to je vzrok tega letnega cikla. To pomeni, to je ta biogeokemični cikl ogljikovega dioksida. Letni cikl. Kar naenkrat je koncentracija padla in ko se bo začela jesen, bo koncentracija ogljikovega dioksida spet začela naraščati. Vidite mogoče ta območja. To je povezan s požiganjem. S požiganjem gozdov, recimo. Tropskih gozdov, ali pa recimo tukaj. No, in zdaj se začenja jesen. In na severni polobli bo koncentracija ogljikovega dioksida spet začela naraščati. Ker sta pa seveda polobli sklopljeni, pa prihaja tudi do prenosa prek ekvatorja. Kar pomeni, na severni polobli načeloma koncentracija ogljikovega dioksida večja, predvsem zaradi industrijskih izvorov, ampak če bi te industrijske izvore ugasnili, potem bi se precej hitro koncentracija ogljikovega dioksida nekoliko bolj izenačila, med obema poloblama. Sami vidite, december spet močno narasti. No, to je razlog za ta ogljični cikl oziroma za te oscilacije, ki jih tukaj vidimo sicer zelo majhne. Ampak vidite, koliko so te oscilacije nepomembne pri splošnemu trendu. Te oscilacije reda velikosti 4 delce na milijon so zelo nepomembne proti temu trendu, ki je zelo jasen. In je posledica kurjenja fosilnih goriv, kar bomo pa videli tudi kasneje z dokazom. Zdaj pa tako, mogoče majhen bolj tehnična stvar. Toplogredni plini. Zakaj sploh so toplogredni plini? Oziroma, zakaj toplogredni plini sploh interagirajo s sevanjem? Oziroma s sevanjem točno določenih valovnih dolžin? Zakaj bi sploh interagirali? Zdaj, sevanje ni več drugega kot elektromagnetno valovanje. In pri elektromagnetnem valovanju oscilira električna polska jakost pa magnetna polska jakost. Zdaj, tukaj bo pomenila predvsem električna polska jakost. Zdaj mogoče nekoliko bolj fizikalen del.
To pomeni, ja, vidimo tole električno polje, ki oscilira. Zdaj, če se postavimo neko točko, v tej točki bo enkrat vektor kazal navzgor, enkrat navzdol. Ampak kaj je ključno? To električno polje povzroča silo, ki pospešuje naboje v različnih smereh. Dajmo pomisliti, kaj pa so molekule. Kaj pa so molekule? Molekule sestavljajo atomi. In to je recimo neka kemijska oznaka za molekulo CO2. Molekula CO2 je linearna. Imamo tukaj označena takole dvojna vez med atomom ogljika in atomom kisika in tudi zgore. Ampak pod vplivom električnega polja se naboji pride do nekega dipola oziroma pride do prestavitve naboja. Zakaj? Ker električno polje povzroči silo, ki pospešuje različne naboje. In če imamo tukaj minus, pa tukaj plus, pa tukaj spet minus, v smislu nabojev recimo elektronov, potem električno polje interagira s to molekulo tako, da se skrajša razdalja med atomom ogljika pa atomom kisika med tema se pa podaljša. In posledično nastane takle dipol. To pomeni, naboja se nekako ločita. In ko električno polje spremeni smer, pride do tega. Kaj se dogaja? Pod vplivom elektromagnetnega polja molekula oscilira. In pod vplivom sevanja oziroma elektromagnetnega valovanja začne molekula oscilirati. Dajmo si pogledati, kako to izgleda. To izgleda nekako takole. To je en način oscilacije. Drug je tak, tretji pa tak. In zdaj pri prvem in tretjem načinu se pride do porazdelitve naboja. Glejte, in kaj v bistvu do česa pride? Ko elektromagnetno valovanje vzbudi to molekula zavibrira in sprejme energijo tega sevanja. Preide v vzbojeno stanje. V višje energijsko stanje temu rečemo. Podoben tudi molekula vodne pare, ki je ravno tako toplogredni plin. Dajmo si pogledati njene oscilacije. In pri tem absorbira sevanje in preide v višje energijsko stanje. Zdaj pa si pogledamo tako. Dajmo še ta tehničen del skozi, potem gremo pa nam nekoliko bolj prijeten. Ampak zakaj je to razlagano? Zato, ker je tako pomembno, da se zavedamo, kaj se v resnici dogaja. Ker če vam bo nekdo rekel, zakaj pa je ogljikov dioksid toplogreden plin? A mu znate razložiti, zakaj pa ni kisik toplogreden plin? Zakaj je samo ogljikov dioksid toplogreden plin? Kaj pa pomeni, da preide v višje? To pomeni, da preide v stanje, v neko nestabilno stanje in se želi vrniti nazaj v osnovno stanje. In pri tem spet izseva sevanje, navzdol in navzgor. In glejte, zdaj pa drugače si predstavljamo, ko molekula CO2 nekje v atmosferi prejme sevanje Zemlje, bo zavibrirala. Zavibrirala bo in izsevala z enako verjetnostjo sevanje navzgor ali navzdol. Polovica navzgor, polovica navzdol. To pomeni, da te molekule nazaj dol sevajo na Zemljo. In s tem grejejo dodatno Zemljo. To je ta razlika. Če Zemlja ne bi imela teh plinov v zračju, bi šlo sevanje recimo nemoteno navzgor v vesolju. Kdaj se Zemlja najbolj ohladi? Recimo, kdaj imate najbolj hladna jutra? A takrat, ko imate zelo vlažno ozračje, pa oblake, ali takrat, kadar imate jasno noč? Kdaj je jutro najbolj hladno? Jasna noč. Kadar je jasna noč. Točno. Zakaj takrat? Ker sevanje nemoteno oziroma manj moteno uide v vesolje. In enako, večja, ko je koncentracija toplogrednih plinov v zraku, več tega sevanja zadržijo in več ga izsevajo navzdol.
Si predstavljamo? Zemlja seva, ne? Zemlja se je segrela od sonca in je topla in tudi sama seva. Dajmo še enkrat, sama seva. To sevanje naleti v zračju na molekule toplogrednih plinov. To sevanje vzbudi te molekule toplogrednih plinov, da zavibrirajo. Pri tem sprejmejo to energijo sevanja, ampak so v nekem višjem vzbojenem energijskem stanju, hoče biti v osnovnega in to energijo izsevajo navzgor in tudi navzdol. In to energijo, ki jo izsevajo navzdol, ta energija, to sevanje dodatno greje zemljo. Oziroma se zemlja zaradi tega nekoliko manj ohladi, kot bi se sicer. In po istem sklepu pridemo do tega. Večja, ko je koncentracija toplogrednih plinov v zračju, več tega sevanja je izsevano navzdol. In tem bolj se ozračje in tla greje. Jasen, približen koncept. In te molekule, ki zavibrirajo, to niso kisik, to ni dušik, kljub temu, da jih je veliko. To so ogljikov dioksid, didušikov oksid, ozon, metan, in pa seveda vodna para, kot najmočnejši toplogredni plin. Ok, dajmo na tem mestu, ker smo recimo usvojili te tehnične koncepte, narediti ali koliko 15 časov, a pravilno? Dajmo narediti na 5 minut na pauzo, da ne bo preveč. Gremo nazaj v nižje energijsko stanje. Da gremo nazaj v osnovno stanje. Pedagoški zgled toplogrednega efekta. To je v bistvu physics-based aplikacija, ki prikazuje, kaj se sploh dogaja. No, pa pogledamo nekaj. Vidimo tako imenovane rumene fotone. Glejte, elektromagnetno valovanje si lahko predstavljate kot tok fotonov, takih delčkov, ali pa kot sevanje. Mislim, se pravi, sevanje si lahko predstavljate kot elektromagnetno valovanje, ali pa tudi kot tok fotonov. To ste verjetno umenili pri srednješolski fiziki. Zdaj, v tem primeru vidimo kaj? Vidimo tok rumenih fotonov, tok rumenih fotonov, ki so posledica sončnega sevanja, in pa tok rdečih fotonov navzgor, to je dolgovalovno infrardeče sevanje. Zdaj, tukaj na vrhu, oziroma nekje na vrhu atmosfere, mora Zemlja v toplotnem ravnovesju raven tok sevanja izsevati, oziroma ravno čist na vrhu, tukaj smo mogoče malo prenisko, ampak če bi šli še više, bi šlo tok rdečih fotonov ven, kakor pride rumenih fotonov noter. To pomeni, tok sevanja, kot pride v naš sistem, tok pride ven, če rečemo, da je Zemlja v toplotnem ravnovesju. Trenutno sicer ni, ampak pozabimo na to še zdaj, ok? Zdaj, vidite, tukaj piše temperatura, pri tleh 16 stopinj Celzija. Zdaj, kaj se zgodi, če mi povečamo, če mi zmanjšamo koncentracijo ogljikovega dioksida? Da dajmo jo najprej zmanjšati. Dajte, kar naenkrat vsi ti fotoni, jaz to videl, so lahko zapustili v zračje. Ker ni bilo tukaj zadosti teh molekul, ki bi sevanje nazaj dol spet odvijali. A vidite, koliko recimo je tukaj manj teh fotonov. To pomeni tudi manj sevanja in v tem primeru praktično vso prijeto sevanje tudi zapusti Zemljino atmosfero. Vidite tukaj temperaturo, mogoče ne vidite, -16, -17 stopinj Celzija, vas to na kakšen rezultat spominja. To je rezultat, ki smo ga videli prej. To je Zemlja brez atmosfere. Če Zemlja ne bi imela atmosfere, vso prijeto sevanje, oziroma Zemlja tok sevanja odda kot ga prej. In je temperatura v ravnovesju pri -17 stopinj Celzija in Zemlja ni naseljiva. Zdaj pa, kaj pa če mi povečamo močno koncentracijo ogljikovega dioksida? Zdaj se bo pa marsikakšen tale rdeč fotonček odbil nazaj dol. A ste najdeli kakšnega, ki se je odbil nazaj dol? Ki ni šel gor, tlele se je eden odbil, vidite? Probajte eno rdečo pikico spremljati, pa boste videli, da se vmes nek odbije navzdol.
To povzročijo plast toplogrednih plinov. Ne. To, da se to sevanje, ki izide iz Zemlje, odbije nazaj dol. Ne. To pomeni, da tudi več sevanja nazaj sem upade. A je res? Ker se ga več odbije, ne, iz atmosfere navzdol. Ker se ga več odbije iz atmosfere navzdol v tla, to pomeni, da se tla grejejo. In glede, poprečna temperatura je zdaj 20 stopinj Celzija. Ta termometer mer to spremembo. Zdaj pa spet drastično zmanjšamo koncentracijo ogljikovega dioksida. Glejte, in kar naenkrat bojo šli vsi ti fotoni nemoteno skozi atmosfero v vesolje. Zemlja se bo spet ohladila. Pa povečamo, kar naenkrat bodo spet postali ujed. In dejansko se to dogaja v atmosferi. To je zelo poenostavljen prikaz tega, kar se dogaja v atmosferi, ampak fizikalno korektno. Dajmo zdaj mogoče to zapreti, to preskočimo. Ja, kot smo rekli, ne, Zemljino površje ni v toplotnem ravnovesju. S sevanjem namreč prejmemo več energije, kot pa jo izsevamo, oziroma drugače. Trenutno sklopljen sistem Zemlja in njena atmosfera izseva v vesolje nekoliko manj sevanja, kot pa ga prejme od Sonca. To je posledica naraščajoče koncentracije CO2. Zemlja ravnovesje še išče. In Zemlja se bo ogrevala toliko časa, dokler ne bosta ti dve količini enaki. To pomeni, Zemlja trenutno odda manj, kot pa prejme. Oziroma prejme več, kot odda. To pomeni, prejme več toplote, kot jo odda, to pomeni, da se greje. In to se trenutno dogaja. Zdaj pa, tukaj imamo razloženo energijsko neravnovesje. Glejte, tukaj je ničla. Prav na vertikalni osi imamo energijsko neravnovesje. Oziroma efektivno sevanje navzdol, za koliko se je povečalo. Se pravi, changes in effective radiative forcing. To pomeni, za toliko se je povečalo. Glejte, tukaj imate pa časovno os. Od leta 1750 do približno 2020. Kaj vidimo tukaj? Tukaj vidimo, če gremo pogledati, legenda se sicer precej slabo volkani. Glejte, te špice so posledica vulkanskih aerosolov. Ja. Kaj je razlika med efektiv pa navadnim radiative forcingom? Ja, effective radiative forcing pomeni, koliko, zdaj imamo dve stvari. Zdaj, ta radiative forcing navzdol se je nekoliko povečal zaradi koncentracije toplogrednih plinov, pa zaradi spremenjene sestave atmosfere v smislu aerosolov in še česa. Zdaj, seveda hkrati se pa tudi Zemlja že nekoliko segrela in tudi nekoliko več izseva. In ta razlika med tema dvema efektoma je v bistvu effective radiative forcing. To pomeni, to je v bistvu siljenje. To je v bistvu nam pomeni, ta effective radiative forcing je direkten proxy, za to, koliko hitro se bo temperatura spreminjala. To pomeni dt, se pravi spreminjanje temperature v časovni enoti, je sorazmerno temu. In večji, ko je ta, hitrejše bo spreminjanje temperature. Vidite? Se pravi, to pomeni ne samo, da temperatura raste, ampak da je spreminjanje temperature kot posledica tega vedno hitrejše. To pomeni ne samo, da temperatura raste v zraku, raste, oziroma rasla bo še naprej vedno hitreje. Okay? In tukaj imamo več vplivov. Ogljikov dioksid z vijolično, metan z oranžno, didušikov oksid, manjši vpliv. Pa recimo troposferski aerosoli imajo negativen vpliv. To pomeni, naša industrija povzroča, da nekoliko več sevanja se takoj odbije. To pomeni,
Če bi naša industrija proizvajala samo aerosole, samo trde delce, samo saje dajala v zračje, recimo, hkrati pa ne proizvajala ogljikovega dioksida, bi mi efektivno s tem zemljo hladili. No in ta efekt, vidite, ta efekt je dolgo časa maskiral efekt ogljikovega dioksida. Ampak vidite, da gre nazaj dol, zato ker imamo vedno bolj čisto industrijo. Filtre povsod. Ampak na kaj nas tole še spomni? To pomeni aerosoli, ki so posledica človeške industrije. Z njimi lahko znižamo temperaturo zemlje. Oziroma lahko odbijemo nekoliko več sončnega sevanja. Na kaj bi vas to lahko spomnili? Kako bi pa mi sami potem lahko te aerosole uporabili? Ja, lejte, v ekstremnem primeru, upam, da do tega ne bo prišlo, ampak v ekstremnem primeru, če se izkaže, da zemlje ne moramo ohladiti drugače, bojo potrebni postopki geoinženiringa. To pomeni, da bo treba v stratosfero inicirati aerosole. Kakšno posledico bo to imelo za biosfero, ne vem. V bistvu nočemo vedeti, nočemo, da do tega pride. Ampak v ekstremnem primeru, če se sprožijo določene povratne zanke, ki bi lahko naglo pospešile ogrevanje ozračja, imamo to rezervo, ki je nočemo uporabiti. Kako hitro bi pa lahko prišli na redu, da se kaj pozna? Ja, v bistvu zelo hitro. V bistvu je naša letalska flota po nekih izračunih že skoraj zadostna, da bi v stratosfero lahko inicirali zadostne količine aerosolov. Problem je seveda, ker aerosoli pod vplivom, bi rekel, pod vplivom gravitacijske sile tudi padejo. Njih je treba ves čas konstantno dovajati stratosferi. Zakaj v stratosfero? Ker tam najdlje časa ostane. Zakaj v stratosfero? Ker tam nimamo nekih padavin, ki bi te aerosole izpravili z zračja. Ampak, vidite, efekt aerosolov je dolgo časa maskiral ta vpliv CO2. Hkrati pa vidimo te špice navzdol, to so pa vulkanski izbruhi. Recimo 1883, ali koliko je bilo Krakatov. Potem tukaj, 1990, mislim, da Pinatubo. Potem tukaj Tombora. To pa Islandija, kjer je ona, leto brez poletja? 1800 tukaj. To mislim, da je bil vulkan Tambora, je Tombora. Sem že pozabil. Skratka, vidite prispevke. Ampak glavni vpliv, vidite, trenutno je ogljikov dioksid. Poleg seveda drugih toplogrednih plinov. Ali se je ozračje segrelo neenakomerno? Enakomerno? Ne, seveda ne. Ogrela se je troposfera, medtem ko se je stratosfera ohladila. Zato sta najmanj dva razloga. Eno je, da smo zmanjšali koncentracijo ozona v stratosferi kot posledica uporabe različnih plinov, CFC-ov. In posledično je koncentracija ozona toliko padla, da te reakcije potekajo v manjši meri. To pomeni, da se pri teh reakcijah sprosti manj toplote. To pomeni, v stratosferi je temperatura padla, v troposferi je narasla. Hkrati pa, zaradi večje koncentracije CO2 se več infrardečega sevanja absorbira že v troposferi. To pomeni, manj fotonov dolgovalovnega sevanja pride do sem. To je pa samo začasen učinek. To je pa učinek, dokler Zemlja ne bo spet v toplotnem ravnovesju. Skratka, Zemljino ozračje se ne segreva enakomerno. Troposfera se je ogrela, stratosfera se je ohladila. In vse to vpliva tudi na vremenske vzorce, oziroma na cirkulacijo. Zdaj pa še efekt najpomembnejši. Zdaj rekli smo, koncentracija toplogrednih plinov antropogenih se je povečala. Zdaj, do česa je prišlo?
imamo tudi tukaj zelo pomembno povratno zanko, vodne pare, ki več kot podvoji vpliv CO2 na rast temperatur, do česa pride. Višja temperatura pomeni močnejše izhlapevanje, se pravi, višja temperatura ozračja pomeni močnejše izhlapevanje tekoče vode v zrak. Več vodne pare je namreč lahko teoretično v zraku pri višji temperaturi, to določa tako imenovana Clausius-Clapeyronova relacija. Vodna para je najmočnejši toplogredni plin, povzroča toplogredni učinek, še višja temperatura in še močnejše izhlapevanje. Tako da vodna para je najmočnejši toplogredni plin, ampak povečanje koncentracije CO2 v zraku so povzročili drugi toplogredni plin. To je povratna zanka. Več CO2 oziroma drugih toplogrednih plinov, višje temperature, močnejše izhlapevanje, več vodne pare, višje temperature. Tako da vodna para več kot podvoji učinek CO2. Kdaj vam bo kdo rekel, CO2 ni kriv? Seveda, CO2 sam ni kriv. Kriv je v kombinaciji s povratnimi zankami, ki jih je sprožil. In najmočnejša povratna zanka pri tem je vodna para. Lahko si pogledamo, tudi recimo tukaj na tej sliki. Pogledamo, v katerem delu spektra absorbirajo različni plini in kaj vidite predvsem. Če pogledamo tukaj, kjer Zemlja izseva, kateri plini najbolj absorbirajo? Vodna para. Povsod tukaj je najmočnejši absorber vodna para. Tukaj je ozon, tukaj pa CO2. Pa bomo ta graf preskočili, pa vodna para je najmočnejši toplogredni plin. A je vodna para res toplogredni plin, ali samo medij? Kako? Vodna para toplogredni plin? Je, vodna para je toplogredni plin. Ne, vodna para je toplogredni plin, ki direktno interagira z infrardečim sevanjem. To pomeni infrardeče sevanje, podobno kot na CO2, na metan, vpliva tudi na vodno paro. To pomeni povzroči, da molekula zavibrira. In da v bistvu pride do porazdelitve naboja, sevanje se absorbira in vodna para ga potem nazaj dol emitira. Tako da vodna para je prav po definiciji in po kemijskih lastnostih toplogredni plin, saj interagira z dolgovalovnim infrardečim sevanjem. Ja, in tukaj še dokaz, recimo sprememba specifične vlažnosti med 1980 in 2018. V spodnji troposferi seveda prišlo do povečanja količine vodne pare v zraku. To bomo kasneje videli, ima tudi druge implikacije. Spreminjanje podnebja. Ja, kaj je nedvoumen dokaz o krivdi človeka? Glejte, ogljika, se lahko nahaja v naravi v treh različnih stanjih, najmanj treh. Kot ogljik 12, kot ogljik 13 in ogljik 14. Ogljik 12 ima 6 protonov in 6 nevtronov in tega največ, 99%. Oglika 13, 6 protonov, 7 nevtronov in ogljik 14, 6 protonov, 8 nevtronov. Ogljik 14 je radioaktiven. V zračje je prišel z jedrskimi eksplozijami. Saj nekaj dobrega od njih. Tega je najmanj. Ogljika 13 je nekoliko več, 1,1%, recimo, ali pa 1%. Zdaj pa vprašanje. Ok, povejmo še to. C12 in C13 sta stabilna, C14 pa radioaktiven z razpolovnim časom 5730 let. Vprašanje za vas. Koliko ogljika 14 je v premogu, nafti ali zemeljskem plinu, če je razpolovna doba 5730 let? Kaj je razpolovna doba? To pomeni, da razpade, ne? Niga. Zakaj ne? Koliko so pa fosilne goriva stare? Milijone leta, ne? To pomeni, ja, ogljika C14 v premogu nafte ali zemeljskem plinu ni. Ne? In že samo po 50 000 letih, ne, bi rekel, njegova koncentracija, oziroma razmerje C14 proti C12 pade na 16 100 tisočinic.
Koliko pa je C13 v premogu nafte ali zemeljskem plinu, to je pa neko težje vprašanje, ravno tako malo, ne, ker je počasnejši in počasnejši pri difuziji na listih in ker rastline pri fotosintezi preferirajo za to C12. Seveda pa fosilna goriva niso naš drugega kot odmrla biosfera. Tako da tudi C13 v resnici je v fosilnih gorivih zelo malo. In če pa pogledamo zdaj te razmerje, te razmerje v zračju pa kaj opazimo? Da se razmeri C13 proti C12 in C14 proti C12 se obe v zračju zmanjšujeta. Tukaj je inverzna skala, zato zgleda, kakor da naraščata. Tukaj imamo minus 7,6, pa tukaj minus 8,1. To pomeni, kaj pomeni? S fosilnimi gorivi mi v zračje dodajamo predvsem C12, a drži? Predvsem C12. C14 upada, pač znano razpolovno dobo, C13 približno ostaja. To pomeni, da če dodajamo v imenovalcu koncentracijo, bo razmerje upadlo, a se strinjate? Če koncentracijo C12 povečujemo, a bo to razmerje potem upadlo? Če imenovalec povečujemo, a bo to razmerje upadlo? Bo, ne? No in klejamo samo inverzno os, ne vas to ne bega, zato zgleda kot da narašča. Upadajo. Ta razmerja upadajo. In to je nedvoumen dokaz, da s tem, da je to povečevanje koncentracije ogljikovega dioksida v zraku, posledica kurjenja fosilnih goriv. Ker fosilna goriva C13 in C14 ne vsebuje. To pomeni, smo zmotili naraven ogljičen cikel z dodajanjem ogljika iz fosilnih goriv. Seveda potem imamo drugi dokaz, recimo koncentracija CO2 izmerjena v mehurčkih zraka, recimo v jetih v ledu. To so podatki z vrtine Epika Dome C na Antarktiki. Vidimo recimo od danes pa do 400.000 let nazaj. In koncentracija ogljikovega dioksida je že približno leta 1950 presegla koncentracijo kadarkoli v zadnjih 400.000 let. Danes smo pa še precej višje. Ja. Površje Zemlje se je v povprečju ogrelo, kot posledica za približno 1,2 stopinje napram predindustrijski dobi. Kopenski predeli za nekoliko več, morski predeli za nekoliko manj. Ta slika samo prikazuje ujemanje različnih datasetov. Še mogoče zanimivost, še naprej se bodo kopenski predeli ogrevali bolj kot pa predeli nad oceani. In še kot druga zanimivost, noči se grejo bolj kot pa dnevi. To si tudi lahko zapomnite. Pa v fizikalni mehanizme, zakaj se to dogaja, tudi ne bi še. Mislim, da nekoliko bi nam preveč časa vzeli. Ja, to segrevanje tudi ni povsod enakomerno. Vidimo, Slovenija se nahaja v predelih, ki se segrevajo nekoliko bolj. Torej, slika prikazuje trend v stopinjah Celzija na desetletja v zadnjih 40 letih. Slovenija je med predeli, ki se ogrevajo bolj. Potem je tukaj en primer, ki sem ga zrisal za glede premika klimatskih pasov na podlagi ERA Petre analize Evropskega centra za srednjeročno napovedovanje vremena. Gledamo dvometrsko povprečno temperaturo, tukaj imamo narisano za obdobje 1950 do 1959. Sivo je označen pas s temperaturo 18 do 19 stopinj Celzija. Se pravi, s to sivo je označen pas, ker je povprečna letna temperatura 18 do 19 stopinj Celzija. Zdaj v 60 letih se je ta pas premaknil tople navzgor. Približno 400 km. Klimatski pasovi v severovzhodni Evropi oziroma v vzhodni Evropi so se premaknili ponekod tudi za več kot 500-600 km. Evidentno je to problem za biosfero.
To boste pa mogoče vi bolj vedeli, za koliko se recimo določeni rastlinski tipi lahko premaknejo v enem letu. Ja, potem seveda še en indic izginjanja arktičnega ledu. Zdaj moram vas opomniti, bolj kot sama površina je pomembna, koliko se zmanjšuje volumen oziroma debelina tega ledu. In vidite, recimo svetle barve nam prikazujejo led, da je bil recimo 5 metrov, temne barve pod 1 metrom. In takole se je zmanjšala količina tega ledu. To je bolj pomembno kot površina. Mnogo bolj drastične spremembe opažamo pri volumnu. To pomeni, koliko toplote se je porabilo za stalitev tega ledu. Ogromno. In projekcije so, da bo arktični led po večini izginil do leta 2050. To skar veliko gotovosti lahko rečemo, praktično po vseh emisijskih scenarijih. Potem seveda hitro izginjanje kopenskega ledu. Tukaj imamo en ledenik, ki je doživel tako imenovano nelinearno destabilizacijo. Pod ledeniški jezik je prišla topla voda, ga talila in delovala na ledenik, ki je sicer se naslanjal na površje pod oceanom. Je ta topla voda delovala kot lubrikant. In ledenik je v nekaj tednih zdrsnil in izgubil recimo 30 cm na dan. To pomeni, v enem letu se je debelina tega ledenika zmanjšala za 100 metrov. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ker podobna nelinearna destabilizacija grozi ledeniku Thwaites na Antarktiki, ki bi lastnoročno lahko pomenila dvig vodne ledine za recimo več kot 1 meter. Bolj 2 metra. Seveda upamo, da do tega ne bo prišlo. Koliko časa? Ja, če do tega pride, se to lahko zgodi zelo hitro. 1 stoletje. Če upajmo, da do tega ne pride. Zdaj bom šel nekoliko hitrejši. A imamo do polne ure, Ja. imamo čas. No, potem sprav, projekcije delamo s klimatskimi modeli. Klimatski modeli so nič drugega kot računska koda, ki jo poganjamo na superračunalnikih s možnostjo računanja recimo do 10 na 18 računskih operacij na sekundo. Simulirajo praktično vse, od ogličnega cikla do oblakov, sprememb sevanja, sprememb rabe tal, seveda naših antropogenih emisij, oceanskih in tako naprej. Zgleda nekako tako, seveda, fizikalni opisi z enačbam, to se potem diskretizira, zapiše v računsko kodo in simulira v najmočnejših računalnikih. Danes delamo že digitalne dvojčke, tole je simulacija, ki so naredili na Evropskem centru za srednjeročno napovedovanje vremena, oziroma drugače. Dajte mi povedati, katera od teh leva ali desna slika, katera je simulacija, katera je pa realno stanje. Neki produkt simulacije, drugo je pa satelitska slika. Znate ugotoviti? Leva simulacija, desna slika. Tako je, leva je simulacija, desna je satelitska slika. To so naredili z modelom naločljivosti 1 km. To pomeni med 2 računskimi točkami samo še 1 km. Taka simulacija se recimo operativno za potrebe napovedovanja vremena še ne more izvajati, ker še nimamo dosti zmogljivih računalnikov. Ampak ja, delamo se pravi digitalne dvojčke. Digitalne dvojčke Zemlje, ki opišujejo praktično vse, oziroma veliko večino procesov na Zemlji. Ja, in ti klimatski modeli sproducirajo neko vrednost, ki rečemo ECS, oziroma Equilibrium Climate Sensitivity, in ta nam pove, kakšna je občutljivost temperature na 2-kratno povečanje CO2. In zdaj s tem zadnjim reportom IPCC R6, Assessment Report 6, leta 2021, smo v bistvu zelo zanesljivo vemo, da pri podvojitvi koncentracije ogljikovega dioksida bo temperatura na Zemlji narasla nekje med 2,5 in 4 stopinje Celzija, globalna povprečna temperatura pri tleh. Jezi na koliko podvojitev? Podvojitev glede na osnovno predindustrijsko stanje, ki je približno 280 delcev na milijon. Ja, dobro vprašanje, to je podvojitev glede na osnovno stanje.
Ker če bi imeli že osnovne stanje, potem bi bil ta ICS drugačen. Tako da ja, kako delujejo potem klimatski modeli? Prej sem nekako predstavil klimatski model. V ta klimatski model dajemo različne socialno-ekonomske emisijske poti, ki pridejo noter kot v to črno škatlo, in na podlagi tega dobimo projekcijo. To bi nekako preskočil, hotel sem sam povedati, da so klimatski modeli v preteklosti, sprav tisti, ki so dobili noter dobre podatke, dobre emisijske scenarije, tudi zelo točno napovedali dvig temperatur, kar pomeni, da fizika v teh klimatskih modelih štima. Seveda pa, če noter damo napačne emisijske scenarije, bo tudi vam prišlo napačna projekcija. To pomeni, fizikalni model je sam po sebi dober, ampak negotovost predvsem predstavlja to, po kakšni poti bomo mi hodili. To je pa odvisno od družbenega konsenza, od političnih odločitev in tako naprej. No in to so na podlagi zadnjega Assessment Report 6 projekcije klimatskih modelov za različne emisijske scenarije. Trenutno hodimo nekje med tem dvema. To pomeni med SSP 2 do 4,5, to je ta effective radiative forcing, ki ste me prej sprašali, pa med 3 in 7,0. Prav, projekcija je, da če upoštevamo trenutne politike, bomo prišli do leta 2100 do dviga 2,7 do 3,1 globalne povprečne temperature, seveda z neko negotovostjo. Zdaj, obljube, ki se v preteklosti pogosto niso izpolnile, če bi se v teh obljub dejansko držali, bi prišli do nekih 2,4 stopinje Celzija. Zelo optimistične so praktično te, da nekako pridemo do 2 stopinj Celzija. Potem imamo pa še recimo Paris Agreement, pariški sporazum, emisijski scenarij, po katerem bi prišli, oziroma ne bi v nobenem obdobju do leta 2100 presegali 2 stopinj Celzija. Tale spodan se nam je pa že umaknil. To pomeni praktično niti teoretično, oziroma le še teoretično, lahko v polnem izklopu celotne ekonomije pridemo do tega, da se Zemlja segreje le za 1,5 stopinje Celzija. Pozor, že zdaj smo na 1,1 do 1,2. Tako da ta cilj nam je že praktično nedosegljiv in nažalost, lahko nam ga pozavamo. To je zelo optimističen cilj. To je na podlagi trenutnih zaobljub držav širom sveta, to je pa na podlagi trenutnih politik. Zdaj, kaj je pomemben? Teh 2,7 do 3,1 stopinje Celzija dviga globalne povprečne temperature. Veste, to je globalna povprečna temperatura. To pomeni za Slovenijo recimo tam 4 do 4,5 stopinje dviga globalne povprečne temperature. Super bomo rekli, kaj pa to pomeni? Ja, 4 do 4,5 stopinje Celzija dviga globalne povprečne temperature pomeni spust za približno 700 do 800 metrov. To pomeni, da neka vzpetina v okolici, recimo pa bomo rekli 2000-ak, tam je Storžič recimo, no, oziroma bo nek, kako bi zdaj povedal, nek Storžič bo imel podobno klimo, kot ima danes nek, mogoče neka planota na 1400 metrov. Oziroma neka Kredarica podobno klimo, kot jo ima danes Krvavc. To je kar huda razlika. Mogoče vi bolj veste, koliko je to recimo razlika v številu ljudmi s snežno odejo. Če damo Ljubljano zadaj. Ja. Zdaj, drug problem, ki nastaja pri tem je ta, da bo zaradi bolj sušnih tal bojo maksimum, temperaturni maksimum, tukaj se ne vidi dobro, ta slika je slaba, se upravičujem. Ampak kaj kaže? Na X-osi imamo zvišanje globalne povprečne temperature, na Y-osi imamo zvišanje absolutnih maksimumov. Kot vidite, naklon tukaj ni 45 stopinj te krivulje. Če bi potegnili krivuljo skozi tej točki, ampak je več. Kaj to pomeni? Pri dvigu globalne povprečne temperature za nekje recimo 4 stopinje se nam obeta dvig
absolutnih maksimumov za 5-6 stopinj. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi po scenariju, po kateri danes hodimo, Ljubljana imela absolutne temperaturne maksimume v zadnji, tretjini stoletja med, zdaj ima recimo 40, potem bo pa imela recimo nekih 45, mogoče 46. To je že raven Bagdad, no Bagdad na absolutni maksimum je še nekaj višji, ampak to je recimo na ravni, se pravi, naši absolutni maksimumi bodo na ravni poletnih, tipičnih poletnih temperatur nekje v Iraku. Okay. To pomeni. Zato ne smemo govoriti le o globalni povprečni temperaturi. Prvi se moramo zavedati, da smo mi kopenski predel sveta, ki se segreva hitrejši od globalnega povprečja. Oceani namreč blažijo te spremembe na različne načine. Prvič s toplotno kapaciteto in drugič s tem, da so vir vlage in zaradi tega je vertikalen temperaturen gradient in drugi nekako nižji. Mi smo na območjih, ki se segrevajo hitreje in absolutni maksimumi se še povečujejo zaradi tega, ker se bo zmanjševala povprečna vlažnost tal. To pomeni, da ko bo sonce sijalo na zemljo, se ne bo toplota porabila za izhlapevanje. Ampak se jo bo več porabil za to, da se bo do tla bolj ogrela in da se bo ogrel tudi zdrg blizu. Tako zelo poenostavljeno. Seveda so pomembni tudi drugi mehanizmi. Ja, hkrati, hkrati pa prej smo gledali en graf, ki smo gledali, da se je koncentracija vodne pare v ozračju povečala. To, da se je povečala koncentracija vodne pare v ozračju, pomeni dvoje. Da je na voljo več vodne pare za kondenzacijo. In drugič, da ko pride do kondenzacije, se sprosti več energije in so vertikalna gibanja močnejše. Močnejša vertikalna gibanja pomenijo najmanj dvoje. Da je lahko pride do pojava še večje toče in da je lahko pride v kratkem času do večje količine padavin. In vsi klimatski modeli zaenkrat so pravilno napovedali, da bo pri višji koncentraciji ogljikovega dioksida v ozračju, pri višjih temperaturah, več padavin se sprostil v obliki ekstremnih padavinskih dogodkov v kratkem času. In glejte, en dogodek, ko je bil pred recimo mesecem 14 dnevi približno v Ljubljani, tak dogodek bo za vsako stopinjo ogrevanja dvakrat verjetnejši. 1 stopinja 2-krat verjetnejši, 2 stopinje 4-krat verjetnejši, 3 stopinje 8-krat verjetnejši. Ne le to, hkrati se bo ne samo premaknila ta porazdelitvena funkcija, hkrati se bo še spremenila. Za vsako stopinjo Celzija 10%, približno 10 do 13% intenzivnejši dogodki. Naša infrastruktura na to ni pripravljena. Na tako velike količine padavin v kratkem času. Zdaj seveda prihaja tudi do sprememb atmosferske cirkulacije. To je ena slika iz enega mojega članka, ki trenutno v recenziji v New Journal of Climate. Hadleyjeva celica se bo premaknila nekoliko proti severu, oziroma nekoliko proti jugu južna celica, kar pomeni, da bomo recimo poleti imeli še močnejše anticiklone, to se že dogaja. To pomeni, bojo naša poletja še bolj sušna in seveda tudi bolj vroča. Hkrati to pomeni premik tipičnih območij oblačnosti proti polov. In tudi to se že dogaja. Tako jet stream se premika proti polu, to pomeni te vetrovni strženi na visokih višinah, recimo, v zmernih širinah. In ta območja oblačnosti, če se premikajo proti poloma, tudi ni več dobrega z vidika povratnih zank. To pomeni, da se bo ozračje še nekoliko bolj dejno. Sprav, sprememba atmosferske cirkulacije, sprememba oceanske cirkulacije, zdaj verjetno veste, zalivski tok se pospešeno ustavlja zaradi dotoka hladne, ampak sveže, se pravi ne slane, oceanske vode, ki nekako lebdijo nad težjo slano vodo. In to je edino območje, kjer trenutno se zemlja ohlaja. Zaradi taljenja ledu, to ni nekaj dobrega.
To je posledica taljenja arktičnega in grenlandskega ledu. In posledično, to smo opazili na več načinov, oziroma smo, seveda moji kolegi, jaz se s tem ne ukvarjam, da se zalivski tok ustavlja. To bi lahko bilo nekoliko bolj za Evropo, ampak po drugi strani precej slabše za neko, recimo Ameriko, Kanado. Spremenjajo se tudi vremenski vzorci, pogostejše so predvsem poleti blocking situacije, to pomeni, ko pride do situacije, ko nad nami vztraja isti tip vremenarja. A ti novi SCP scenariji to že vključujejo, zalivski tok? Ja, to tudi klimatski modeli že opazvajo. Ampak vse tukaj ni niti to zelo pomembno. Meritve so tiste. Z meritvami, s paleoklimatskimi meritvami so pokazali, da se zalivski tok ustavlja. Več neodvisnih študij z različnimi podatki in z različnimi meritvami. Ja, to pa, te pogostejše blocking situacije pa privedejo do zadev, kot smo letos, oziroma polet gledali v Kanadi, ko so določene postaje podrle temperaturne rekorde za 10 stopinj Celzija. Pride do stacionarne situacije z velikimi anomalijami, po nekje topla anomalija, sicer tukaj kaže hitrost meridionalnega vetra, tukaj imamo močen meridionalni veter navzgor, tukaj navzdol. No, to je recimo situacija dosti tipična, pri kateri bi prišlo do takih temperaturnih rekordov na zahodu Kanade, kot je prišlo letos. Spreminjajo se vremenski vzorci. Pride do stacionarnih situacij pogosteje. In to se da tudi fizikalno zelo lepo razložiti takrat. Ja, seveda, kaj pomeni dvig temperature, je tak, pomeni seveda, da se spremeni tudi biosfera, pomeni efektivno premiko klimatskega pasu, iz območja, recimo naših 45 stopinj na območje nekih 40 stopinj geografske širine. Zdaj, lahko si predstavljate, naš Koper, takole zgleda biosfera v Kopru, takole pa zgleda v Atenah pa Malagi, na geografski širini, recimo, ki ustreza. Malaga je sicer neko knjižje. Ja, mogoče še zadnja taka stvar, to je mogoče tista najbolj neprijetna posledica podnebnih sprememb je, da se bodo določena območja do zadnje tretjine stoletja, če ne naredimo drastičnih sprememb. To pomeni, če ne sledimo trenutnim politikom, bodo postala nekaj dni na leto za človeka nenaseljiva na prostem. To pomeni, temperatura mokrega termometra bo presegla 35 stopinj Celzija. Zakaj je pomembna temperatura mokrega termometra? Glejte, ljudje se ohlajamo z znojenjem. Seveda, najprej z oddajanjem toplote. Ampak, ko je temperatura zadosti visoka, se ne moramo ohlajati drugače, kot s tem, da se znojimo. Pri tem se porablja toplota. Naša toplota, znojenje. Oziroma za evaporacijo tega znoja z površine naše kože. Če do tega ne more priti, ko je zunanja temperatura mokrega termometra višja od naše telesne temperature oziroma zelo blizu nje. Takrat se naša telesa ne morejo efektivno hladiti. Če se naše telo ne more ohladiti, pride do spontanega vročinskega udara, ki seveda vodi v smrt po nekem času. In določena območja sveta, zelo naseljena, južno-kitajsko nižavje, indijska podcelina, območje Rdečega morja, to je nekoliko manj naseljeno, oziroma Perzijskega zaliva, določena območja v Amazoniji, potem nižavje na jugovzhodu ZDA. Ta območja bodo za nekaj dni na leto za človeka postala nenaseljiva. Zdaj nočem špekulirati, ampak mislim si, da bi to verjetno lahko vodil do velikih migracij. In to je praktično stvar, ki se jo jaz osebno najbolj bojim. Zdaj, tukaj sicer narisam po
dosti neverjeten scenarij v business as usual, ampak podobne rezultate dobimo tudi za nekoliko milejši scenarij. Ja, obeti, to sem že omenil, arktečni let praktično po vseh scenarijih na zelo nizke vrednosti do 2050. Rast gladine morja po vseh scenarijih nekje med pol metra do 1 metra do konca stoletja. Ampak glejte, tudi po najbolj učinkovitem scenariju smo našim zanamcem zvišali gladino morja za do nekaj negotovosti celo do 3 metra. To pomeni, da smo praktično vsa večja mesta za naše zanamce že potopili. Oziroma v veliki meri potopili. Seveda je tukaj nekaj negotovosti. Če znamo srednjo vrednost, recimo meter pa pol, se pravi vsa večja obalna mesta, smo jih praktično po najbolj ambicioznem scenariju, oziroma po dveh najbolj ambicioznih scenarijih, dele smo teh scenarijev, smo jih že potopili. Tudi tole bom preskočil. Kaže zgolj to, kako so neki liderski podatki pokazali, kako smo bolj ogroženi. Ja, to je pa mogoče sama Slovenija, naše skupne emisije v kilotonah ekvivalenta CO2. To sliko sem narisal za nastavljajoč portal Podnebnik, ki bo podobno kot sledilnik za podnebne spremembe. In tukaj kaže recimo scenarije našega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. To so od vijolične do rumene. In pa cilj Evropske komisije, Pariški sporazum, 2 stopinj, Pariški sporazum 1,5 stopinj. A vidite, kakšna je diskrepanca med našimi scenariji vijolična do rumena in pa recimo nekim scenarijem, po katerim lahko prišli do 1,5 stopinje Celzija ali 2 stopinj Celzija. Mi smo razvita država. Nerazvite države oziroma države v razvoju nimajo takih cilj. Mi smo tisti del sveta, ki bi rekel, bolj na to gleda. To je še graf za transport, zelo podoben. Zaključil bi z nekaj sklepnimi mislimi. 200 držav na tem svetu bo morali sodelovati, vsaka seveda s svojo računico. Nekaterim državam blizu arktičnega kroga mogoče zaenkrat ogrevanje celo ustreza. Tudi Nobelov nagrajen za kemijo, Svante Arrhenius, kot Skandinavc, je bil seveda je opisal ogrevanje kot nekaj dobrega za človeštvo leta 1900. Ja, če želimo doseči potrebne cilje, moramo hitro radikalno transformirati celotno ekonomijo, prehranske sisteme, transport, energetiko, zmanjšati porabo energije, izboljšati izolativnost, bolj učinkovite naprave imeti. Prvi kriterij mora biti brezoglična energija. Glejte, tukaj ni prostora za gledanje, ali hočemo hidroelektrarno, ali hočemo vetrno elektrarno, ali hočemo sončno elektrarno, ali hočemo jedrsko elektrarno. Ni prostora za ideologijo, hočemo obnovljive vire energije, hočemo jedrsko elektrarno. Mi se moramo čim prej razogličati. Ni prostora za to, ali hočemo fuzijo, ali nočemo fuzije, ko bo razvita. Mi se moramo čim prej razogličati. Razvijati še naprej tehnologijo, vlagati v sredstva za raziskavanje in razvoj in predvsem spremeniti ekonomsko cenilko. Okolju bo potrebno pripisati ceno. Oglični davek razširi tudi na druge industrije poleg energetike. In to Evropska unija z letom 2024 že deloma uvaja. Poleg sistemskih sprememb so pa seveda nujne tudi vedenjske spremembe ljudi, in te vodijo sistemske spremembe. To so, rekel, zelo naivne, temperatura v stanovanju. To je zelo učinkovit način, kako zmanjšati porabo energije v stanovanju. Ogrevanje sanitarne vode, tudi zelo učinkovit način. V novih pasivnih hišah, mogoče vam bo zanimiv podatek, večino energije se porabi za ogrevanje vode. In je še zelo pomemben, da se potem tuširaš 5 minut, da se tuširaš 1 uro. Zakaj v novih pasivnih hišah? Ker so tako dobro izolirani.
da večino energije se niti ne porabi več za ogrevanje, ampak za ogrevanje sanitarne vode. Potem prehranske navade. Niti ni to pomembno, kot je hrana, po zadnjih študijah. Bolje pomembno, kakšna je ta hrana. Verjetno se bomo mogli kot civilizacija, bomo mogli nekako zmanjšati uživanje mesa. Žal, to tako je. Pa seveda spremembe sistema vrednot, se zavedati, da je planet omejen, da ne omogoča večne rasti. Seveda, podnebne spremembe so le en aspekt okoljske degradacije. Evropska komisija je podala zelo ambiciozen načrt, a obljube in zaveze se v preteklosti pogosto niso uresničene. Ne smemo biti zadovoljni z zavezami. Kot zadnjo pa apel vam, mladi, nam, da zahtevamo spremembe. Da podpremo tiste opcije, ki obljubljajo te spremembe. Gre se za našo prihodnost, vašo prihodnost in prihodnost naših otrok. In jaz se dolgo časa nisem upal oglasiti, pa nisem upal tega nekako javnosti povedati. Mogoče me je v to prisililo šele to, ko sem dobil 2 hčerke, da sta stari 4 pa 6 let, zaradi katerih mislim pa, da se je vseeno vreden za to boriti. Hvala za pozornost.